isto, veš, ki sem bila anti za politiko, tako je. Hvala lepa. Ni bilo javnega programa. Dože pa ne. Res? Hvala mi vas torej, da se ne vedi, da tudi tudi. Dobite tudi to, gospodine. Vede kaj, tati ga seče, kako pa ste na pokloni, ali pa 4 leta me leta nazaj sem jih delil. Od vas, takrat pa ste, te pa smo se takrat na take zaprašali. Vidite, gospoda, se poznava. Te vam matamo, takrat 4 leta me vem, da ste isto, samo te niste meni tega, to pa spet, da ste meni. Ja imam vedno, zdaj ta gorna lepa, Vse dobro vam želim. Nedeljo se vidimo na vas, ko se volitev udeležite. Vete, da bom. To so vaši vnuki? Se že. Matevž, lovili smo vas pri neposrednji volilni kampanji. Zelo lepo. Kako kaže? Odzivi ljudi so izjemno dobri. Jaz mislim, da ko se predstavimo in ko povemo, zakaj gre, se ljudje odprejo, povejo marsikatero težavo, ki jih teži. In moram reči, da v teh 4 tednih, ko sem bil praktično vsak dan na terenu in se pogovarjal z ljudmi, videl, da pravzaprav še vedno v Mariboru, kljub nekemu napredku, ki je bil dosežen, se ljudje soočajo z grozljivimi življenjskimi situacijami in tem situacijam je treba dati pozornost. Ne samo zdaj v času volitev, ampak tudi potem, ko in upajmo, da bomo imeli možnosti upravljati z državo in tudi reševati to vrstne vprašanja. Zdaj živite v centru, odločili pa ste se za ta volilni okraj, kako to? Pred 4 leti sem že kandidiral v tem okolju, mislim, da sem se takrat ljudem znal predstaviti na en posrečen način s pomočjo teh glinenih srčkov in s tem nadaljujemo tudi danes in verjamemo, da bomo pri tem uspešni. Matevž, kaj boste naredili, da Maribor ostane center Podravske regije? Torej, jaz se ne bojim, da bi primat v regiji od Maribora šel kam drugam. Tisto, za kar je potrebno poskrbeti, pa je to, da se bo Maribor vsestransko okrepil, predvsem z enim dinamičnim gospodarskim razvojem. Zato Socialni demokrati predvidevamo nekaj ukrepov. Ob siceršnjem umiku iz gospodarstva nameravamo posebno pozornost dati podjetništvu, malim in srednjim podjetjem, z krepitvijo podporne mreže svetovalne za podporo podjetjem, z dodatnimi vzvodi za to, da bo do podjetnikom z inovativnimi projekti, ki obetajo visoko dodano vrednost, na voljo tudi načini poceni financiranja teh projektov in torej z podporo temu, da bo se odpiralo več delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Ni dovolj, da samo brezposelnost pada, da se veča zaposlenost. Pomembno je tudi to, kakšna delovna mesta se odpirajo in v času sedanje vlade so bila to v glavnem delovna mesta z nižjimi plačami in to lahko, posledice tega lahko čutimo v Mariboru na vsakem koraku. Podpirate popolno privatizacijo Nove kreditne banke Maribor? Ne. Socialni demokrati menimo, da mora država pametno oceniti, katere so tiste panoge, kjer mora ostati kot lastnik. Bančništvo, energetika in infrastruktura so take panoge. Kar se pa tiče Nove kreditne banke, zagotovo danes, ko so finančni trgi v krizi, ni čas za prodajo. Pomemben pa je jasen mandat vodstvu banke, da mora banko vsestransko razvijati. Tega jasnega mandata zaradi stebričenj takšnih ali drugačnih povezovanj in nejasnosti strategije, kaj želi država z banko narediti, do zdaj ni bilo. Z umikom države iz aktivne lastniške vloge pa želimo dati jasen mandat nadzornemu svetu in jasen mandat vodstvu banke, da uresničijo pričakovane donose in da ustvarjajo kot najmočnejša banka v regiji tiste multiplikativne učinke, ki jih banka lahko da. Se pravi, močno podporo tukajšnjemu gospodarstvu in močno oporo tukajšnjemu prebivalstvu. Problem izbrisa, kako se ga lotiti? Socialni demokrati smo glede izbrisanih jasni. Ta problem želimo rešiti na način, da dosledno uveljavimo odločbo Ustavnega sodišča. Tukaj politika nima pravice, da na dolgo in široko, bom rekel, razpravlja o tem vprašanju.
odločbo Ustavnega sodišča moramo spoštovati, tako kot vse druge institucije sodstva, namesto da jih za njihovim ignoriranjem in spodkopavanjem njihovega ugleda in drže pravzaprav škodimo in s tem spodjedamo temelj in bistvo pravne države. Gej populacija, kaj bi spremenili okoli aktualnega zakona? Jaz mislim, da ima vsakdo v tej državi pravico biti srečen, skladno z svojimi opredelitvami. Zato ne vidim razloga, da ne bi z spremembami pravnega reda omogočili tudi tej populaciji vse tiste pravice, ki jih imajo, torej hetero. Ja, no, vse razumem. Kaj po vaše pomeni definicija družine? Je to enaka definicija, kot je v ustavi, ali jo razumete kako drugače? Jaz mislim, da je družina skupnost ljudi, ki se počutijo kot družina. Mislim, da spoštujem tradicionalno opredelitev družine, pri čemer ravno iz tega, da mislim, da si mora vsakdo skovati srečo skladno s svojimi opredelitvami in poteni, dopušča možnost, da je seveda družina v različnih pojavnih oblikah, bodisi da gre za neko krvno sorodstvo, za partnerstvo med dvema človekoma, njunimi otroci ali za kaj drugega. Kako mladim zagotoviti stanovanja? Mladim bomo zagotovili stanovanja tako, da bomo po skandinavskem modelu izgradili prehodna stanovanja za mlade, ki bodo predstavljala neko kratkotrajno, recimo za čas 5 let, rešitev njihovega stanovanjskega problema, zato da si lahko v tem času ustvarijo družine in potem morda, ko se nekako postavijo na noge, začnejo razmišljati o trajni rešitvi stanovanjskega problema. Govorite zdaj o mladih družinah ali mogoče o mladih družinah? Torej tudi mladi v samskem statusu. Matevž, v svoji predstavitvi ste povedali, da ste bili študentski aktivist. Ste bili aktivist ali funkcionar? No, bil sem tudi aktivist, bil sem tudi funkcionar. Na tisto obdobje sem ponosen, verjamem, da je upravičeno. Mislim, da sem pomembno prispeval k temu, da se je za neko obdobje študentska organizacija v Mariboru in tudi v Sloveniji pomembno spremenila in odprla navzven. Bil pa sem tudi aktivist v marsikaterem mladinskem društvu, mladinskem svetu in podobno, kjer seveda to delo in moj aktivizem ni bil plačan. Malo okoljevarstvene teme. Koristite te številne plastične vrečke, ki jih v trgovinah dobivate zastonj? Aha. Mislite, da je to v redu? Ni, ne. Meni se zdi pri varstvu okolja seveda najpomembneje, da smo sposobni spreminjati navade ljudi. V Mariboru smo na nekaterih točkah, recimo pri ločenem zbiranju odpadkov, naredili pomembne korake naprej. Pravzaprav tisto, kar je najtežje. Zdi se mi, da je zavest o tem treba krepiti in če vas bo zdaj moj odgovor zadovoljil, mislim, da je resno potrebno razmisliti, da prenehamo uporabljati majhne plastične brezplačne vrečke. Klima? Jo imate v stanovanju in v avtu? Ne. V avtu da, je pa pač del neke serijske opreme, v rabljenem avtomobilu, ki sem ga kupil, v stanovanju ne in ne čutim potrebe. Vas gazebe kdaj v trgovini poleti? Moram reči, da ne maram teh ostrih prehodov. Tudi moram reči, da se mi zdi, da je letos poletje se nadaljevalo v zimo, jesen je čudovita in želel bi si, da bi letošnja jesen bila čudovita za vse in da bo tudi 21. september čudovita nedelja.